Kot pričakovano so nas obšle obilne padavine in to že okoli 5 zjutraj je začeli padati. Tako da v bistvu fajn, da smo včeraj vse naredili, ker pogledajte, koliko je vode danes. Tako da upajmo, da je to, kar smo včeraj naredili, uspešno narejeno bilo in da bo v bistvu ta voda odtekla, da ne bo več zastajala na parcelah. Tako da ja. Takole da, šli smo še za frišno nakositi, čeprav je bilo kar veliko padavin, malo je bilo mokro, ampak ne zato, nabrali smo tudi, da bo za danes pa za jutr malo manj mogoče, ampak moramo še zdaj ustrajati do konca meseca, če bo šlo za frišno, pa bo tak konc sezone. Prej smo skočili s fotrom v bistvu v Kranj, oziroma bližino Kranja, podjetje Euroglobe Trade. Smo šla pogledati eno sijanico, se pravi koruzno sijanico, znamke Maši Gaspardo. Tako da smo malo videla v živo še zadevo, smo imeli na moj profi izvedbo v razstavljeno. Tako da ja, bomo videli, enkrat v prihodnjih letih bo treba nekaj nabaviti, tako da fajn biti malo razgledan. Stavljam sem z kabine petke. Zakaj? Treba je prinesti prvo koso, zaradi tega gremo s velikim traktorom nekaj kositi. Tako da ja, zunaj je pa megla, štaj še delamo, tako da mečkem počakamo, da bo ta megla šla, potem pa gremo v akcijo. Evo nas, uštali smo naredili, pojedli smo majico, zdaj pa pičemo kositi. Akcija! Evo nas, košnja že lepo poteka, gre kar v redu, no ni veliko mase, ampak bolj ko ne nekaj za čistilno odkos, nek bo pa pač za silažo pospravili, bojo pospravili za silažo. Reč pa ja, no, lepo 10 km/h, delamo pa približno, ja, v teoriji 7 hektarov po pol na uro, tako da čist lepo. Realnost je sicer malo drugačna, ampak načeloma gre tekoče. Evo nas, košnja zaključena, delali smo slabe 3 urce, oziroma zdaj, dok prijemo še domov, bo malo čez 3 urce.
Pokosili smo pa slabih 9 hektarjev, se pravi 8 hektarjev 70. Dobra zadeva, tako da smo bili efektivni, pa ogreli smo se tudi v bistvu, ker bomo mi tudi kosili še za zadnjo silažo čez kak teden, tako da fajn. Zdaj smo se pa lotili pregrajevanja pašnika. Zakaj? Zaradi tega, ker bomo v bistvu delili visoko breje krave oziroma telice z tistimi, ko imajo še, ne vem, 2 meseca ali pa mesec pa pol do roka, tako da bomo v bistvu zdaj to naredili pregrado, tako da bojo one, ko so visoko breje, lahko hodile v štalo sproti jesti, da bojo v bistvu dobile boljši krvni obrok, tako da ja. Šli smo pelat dol vodo telicam, dolgo je zdržalo, ker itak zdaj v bistvu zelo malo pijejo, ker je tako mokro, deževno. Tako da ja, pa nizke temperature so. Vidimo pa, da je ful fajn, da smo predstavili to kad iz tam, ko je bila prej. Vidite, koliko je blata, tam je bila res najnižja točka. Smo mečkim zamaknili sem, tako da tukaj je pa perfektno. Tako da odlično, no. Tukaj se pa vidi, tam kar bodno stoji, ampak pot je tukaj mimo, da ni problema, da se ne nabere preveč blata. Imajo pa telice paše še v bistvu zelo velik, tako da bojo lahko v bistvu tukaj, dok ne bo premokro oziroma dok ne bo zima. Kot vidite, nam je zmanjkalo silosa, ko smo ga silirali dober mesec nazaj, se pravi v glavnem bo to proso, pa nekaj detonatravne mešanice. Zdaj nas pa čaka naš edini, ki je še ostal, tega, ko smo za prvo silažo delali letos, se pravi prvi odkos. Upajmo, da bo zelo kvaliteten, tega pa moramo odšafljati, odgrniti mrežo, pa štartamo s filtranjem. Gremo. Se pravi, ko odpremo silos, vzamemo šoder stran in ga damo sem gor, zato da ga imamo kot utež, da zrak ne uhaja in potem se v bistvu to premika s tem, ko ga jemljemo bolj naprej in v bistvu zmeri tesni. Tako da ja, folijo še gor potegnemo pa štart. Tako, vidimo, da je v bistvu silos odličen, da ni nikjer nič za nič zaenkrat in tudi ne grejo se nič, tako da perfektno.